Današnjo konferenco smo sklicali zato, ker menimo, da je ostal ob strani en tak problem parkiranja na tržnici in temu želimo dati poseben poudarek. Namreč, kot veste, vse oziroma večino občanov zelo moti ta vožnja ob Plečnikovih arkadah in pa ta parkirna mesta na Ciril-Metodovem trgu. Kdorkoli se pogovarja z ljudmi, so zelo ogorčeni in pravijo, da še bolj onesnažuje zrak ta promet zdaj ob tržnici. Moram pa reči, da sem bila celo presenečena, ko sem v medijih prebrala od ene mestne svetnice, ki je zelo, ni v Jankovičevi listi, ampak zelo naklonjena Jankoviču, ki jo tudi moti promet ob Plečnikovih arkadah. Tako da sploh nismo osamljeni. To je bila pravzaprav ena taka ad hoc rešitev, proti kateri se v civilni iniciativi zelo, oziroma v Združenju civilnih iniciativ, smo zelo proti takim ad hoc rešitvam. In tudi, kar se tiče prometnega režima, zahtevamo in vztrajamo na tem, da se najprej izdela projekt prometne ureditve Ljubljane in se potem uredi promet, ne da se take ad hoc rešitve pač izvajajo. Kar se tiče parkiranja na tržnici, bom zelo kratka. Sami veste, da je to pravzaprav živo od 1. decembra lanskega leta, ko je ta mestna oblast, pa bom rekla večinska mestna oblast, odločila, da bo všečna občanom, da se dovoli parkiranje na tržnici. Do pred parimi leti absolutno tudi prodajalci niso smeli parkirati na tržnici, ampak so morali tle s ceste voziti svoje artikle in prenašati svoje artikle na prodajna mesta. Potem z nekim odlokom, jaz mislim, da 2004, ne me držati za besedo, je bilo dovoljeno, da lahko na te dovozne poti prodajalci pripeljejo artikle in takoj odpeljejo, pozložijo in potem spet pospravljajo. Skratka, to je bila pa eno tako kazanje mišic, zdaj všečno kazanje mišic in se je dovolili parkiranje na prostoru tržnice. Mi v civilni iniciativi smo že 16. januarja, to se pravi takoj, ko se je parkiranje začelo, smo dali na tržno inšpekcijo, republiško tržno inšpekcijo dopis, da se prekine s tem parkiranjem, ker je to živilska tržnica in zaradi dodatnega onesnaževanja živil in tukaj so motorna olja, izpušni plini in onesnaževanja zraka, da se prepreči parkiranje na osrednji tržnici. No, vam sem dala tudi, smo razmnožili zdaj ta dopis, k nam je republiška, tukaj so bile dopisovanja, pa spet pavšalni odgovori, pa ne bi šla v podrobnosti, ampak skratka, oni so nam v končni fazi odgovorili, da je to pristojnost mestne inšpekcije in so dali naš dopis mestni inšpekciji. Na kar jasno smo se spet zbrali in smo rekli, prostite, ne more imeti škarje in platno v rokah ena mestna oblast in smo se obrnili na predsednika vlade. Ta je dejansko dal vsem ministrstvom pristojnim, ker smo rekli, da se ne sme dovoliti parkiranje na tržnici. No, med tem, pa ker je mestna oblast, ne bom rekla župan, videl, da smo proti tem parkiriščem na tržnici, je pa dovolil, ne, to je pa spet kazanje mišic, kdo je močnejši, celo ta promet zdajle. Ja, to, promet, parkirišče tukaj, da se bo vedel, kdo je zdaj. Mi mislimo, da je to prav bilo na truc, če lahko tako rečem, tem našim dopisovanjem z vlado. No, v končni fazi, da zaključim, ne bom spet povedala, kako in kaj, mi smo tudi
ponovno se pritožili, jasno, nihče ni bil pristojen, to je lokalna samouprava, to je pristojnost mestne inšpekcije, so nam z vseh ministrstev odgovorili in na koncu smo rekli, da praktičen smo na milost in nemilost prepuščeni mestni oblasti, da lahko dela kar hoče in da, tako kot je na sodišču možnost pritožbe na višje inštance, da prosimo, da spremenijo zakonodajo, da se imamo občani možnost pritožiti na kakšno drugo inštanco na republiškem nivoju, ker smo ne samo občani tega mesta, ampak tudi državljani te države. In predsednik vlade je spet ta dopis dal, posredoval Ministrstvu za javno upravo, odkoder smo dobili en zelo predrzen odgovor, kratek, jedrnat, da oni niso pristojni za to, da je pač pristojna mestna inšpekcija. Skratka, ne delajo, vzvodi oblasti ne delajo. Ne. Mi imamo v civilnih iniciativi Ljubljane, imamo v svojih smernicah zapisano, da hočemo, da je za lokalno prebivalstvo promet dovoljen, nismo proti zaprtju mestnega jedra, ampak lokalno prebivalstvo mora imeti dovoljen promet dostave in odvoza od svojih domov. To je minimalen promet, vemo, da je ta migracijski promet tisti, ki je problematičen v Ljubljani, in pa na vsak način intervencijska vozila, tako rešilci, gasilci, morajo imeti dovoljen dostop v mestnem jedru. Po drugi strani pa imamo tudi rešitev, zahtevamo takojšno prekinitev tega prometa krožnega ob Plečnikovih arkadah, parkiranje na Ciril-Metodovem trgu in hočemo, da se uvede nek minibus tudi v mestnem jedru, nek minibus na ekološko prijazen pogon, zdaj goriva karkoli, ali pa vlakec, ki je tudi zelo simpatičen in atrakcija v Ljubljani. To bom rekla v kratkem, pa bom kar... No, mogoče samo še to, mestna oblast, mislimo, da s tem, ko je dovolila parkiranje na tržnici, hoče samo dokazati, da so garaže potrebne, je pa res, da pred leti nihče ni tukaj parkiral, ker ni bilo dovoljen, zdaj pa parkirajo ljudje, ker je dovoljen, čim je nekaj dovoljen, pač ljudje to izkoristimo, kar je normalno. In jasno, zdaj so potrebne garaže pod tržnico, zaradi tega, da bomo rekli to pločevino, ki so jo zdaj umetno speljali v mestno jedro, bomo pa zdaj dali pod zemljo.